Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, s to uvodno pesmijo smo začeli to sveto daritev in naj bodo v tem večeru namesto besed zgovorne melodije. Naj nas one popeljejo v skrivnost daritve svete maše. Tako kot bomo slišali v evangelskem odlomku, Gospod, usmili se me, tako je vpil slepi berač, tako tudi mi vpimo pri tej sveti daritvi, Gospod, usmili se nas. Usmili se nas in nam odpusti naše grehe, usmili se nas, nakloni nam milosti, za katere te prosimo. In če tudi bo ta usmili se nas izražen v pesmi, naj bo to res vzklik našega srca. Priznajmo pred Bogom svoje grehe in napake ter prosimo odpuščanja zanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Vsemogočni Bog, pospešil nas rast vere, upanja in ljubezni. Naj z veseljem izpolnjujemo Tvoje zapovedi in tako dosežemo obljubljene darove.
o našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Tako govori Gospod: vriskajte od veselja Jakobu, vzklikajte poglavarju narodov, oznanjujte, hvalite in govorite: Gospod, reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek. Glejte, pripeljem jih iz severne dežele in jih zberem od koncev zemlje, med njimi tudi slepe in hrome, noseče in porodnice hkrati. Velik zbor se jih vrne sem. Z jokom bodo prišli, s tolažbami jih pospremim nazaj. K potokom voda jih popeljem, po ravni poti, kjer se ne spotaknejo. Jaz sem namreč Izraelov oče in Efraim je moj prvorojenec. To je Božja beseda. Berilo iz pisma Hebrejcem. Vsak veliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga, da daruje daritve in žrtve za grehe. Ker tudi njega obdaja slabost, more potrpeti z nevednimi in s tistimi, ki blodijo. Zato mora kakor za ljudstvo tudi zase darovati daritve za grehe. In nihče si te časti ne jemlje sam, ampak ga kliče Bog, kakor Arona. Tako tudi Kristus ni sam sebe poveličal, da je postal veliki duhovnik, ampak ga je poveličal tisti, ki mu je rekel: Ti si moj sin, danes sem te rodil. Kakor pove tudi drugje: Ti si duhovnik na veke po Melkizedekovem redu. Poslušali smo Božjo besedo. Amen.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšno množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimaj, Timajev sin, sedel ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: Davidov sin, usmili se me. Jezus je obstal in rekel: Pokličete ga. Poklicali so slepega in mu rekli: Lepogum, vstani, kličete. Odvrgel je svoj plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: Kaj hočeš, da ti storim? Slepi mu je dejal: Rabuni, da bi spregledal. Jezus mu je rekel: Pojdi, tvoja vera te je rešila. Takoj je spregledal in šel po poti za njim. Kristusov evangelij. Različne so poti, po katerih prihajamo k Gospodu. Vsak od nas ima svojo pot. In različne jezike govorimo z Gospodom, pa ne mislim samo angleško, italijansko, francosko in tako naprej. Ampak lahko je enkrat naš jezik, naša govorica, naš pogovor z Bogom v obliki prošnje, drugič v obliki že mogoče rotenja, tistega srčnega krika, ko je človek tako zgrožen, tako na tleh, tako dejansko že v brezupni situaciji, da samo še pade na kolena. Lahko je to klic oziroma pogovor z Bogom v obliki zahvale, v obliki češčenja in slavljenja, kako je Gospod dober. Lahko pa to sploh niso besede. Kot sem že v uvodu sveto mašo dejal, naj bo v tem večeru naš glas, naš način pogovora z Gospodom glasba. Tako inštrumentalna kot pevska. Da bo to tista govorica, po kateri danes na nek način nagovarjamo Gospoda. Različni umetniki so zapisali to glasbo. Na koncu svete maše nam bodo tudi na kratko predstavili, kaj smo danes v tem večeru poslušali. In ti glasbeniki so svojim talentom, svojo glasbeno žilico prepoznali oziroma zapisali te stvari kot prošnjo, kot zahvalo, kot vzklik. Jezus, sin Davidov, usmili se me. Kaj so prosili? Zakaj so se zahvaljevali? Kaj so prinašali pred Gospoda? Mogoče niti ne vemo, pa ni bistveno. Ampak njihov jezik, njihovo ustvarjanje, njihov način pogovora z Bogom je lahko tudi za nas spodbuda, da se pustimo nagovoriti. Zato le bo res v tem večeru ne samo glasba, ampak predvsem izziv, povabilo vsakemu izmed nas, da odpremo Gospodu svoje srce. Tudi tišina je lahko zelo zgovorna. Pa se dostikrat tako glasbeniki kot vsi ostali bojimo, češ joj, da pa tako zgleda, kot da ne vemo, kaj bi naprej. Pa vendar, ravno v tišini Gospod največkrat govori. In tudi slepi Bartimaj, ki je na začetku doživel zavrnitev, kaj vpiješ, utihni, na konci pa spodbudo, pridi, kličete, je bil vmes deležen tišine. Zato, dragi bratje in sestre, pomembno je, da imamo odprta ušesa, da imamo odprto srce, da pustimo, da nas Gospod res vedno znova nagovarja. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki. Pravi Bog od pravega Boga,
rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu, iz Marije Device in postal človek. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in v svetega duha, Gospoda, ki je oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajanja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, stopimo ponižno pred Gospoda in v prošnjah za vse potrebe prosimo. Gospod Jezus, slepega si je ozdravil zaradi njegove vere. Razsvetli tudi nam oči vere, da bomo povsod odkrivali Tvojo navzočnost. Gospod Jezus, razsvetljuj starejše med nami, da bodo zaklad vere znali posredovati mlajšim. Gospod Jezus, tako nas poveži z današnjo nedeljsko mašo, da bomo ves teden družina Božjih otrok in sveta delovna skupnost. Gospod Jezus, prepreči svojo milostjo, da bi starši ali drugi ljudje koga ovirali, ko se odloča za duhovniško službo ali redovniško življenje. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo v trpečih bratih in sestrah vedno bolj gledali in ljubili Tebe. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Gospod Jezus, pridi in nas obogati svojo milostjo, da bomo spolnjevali Tvojo voljo in se veselili v Tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod Bog, sprejmi darove, ki ti jih prinašamo. Naj bo naše sveto opravilo resnično tebi v čast, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Iz usmiljena do človeške bede se je hotel roditi iz device Marije. S trpljenjem na križu nas je rešil večne smrti in nam svojim ustajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličanstvu in nenehno prepevamo.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, ki ti jih prinašamo, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje. V tem večeru se spominjamo Marije Kosec in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. Dobri Oče, poživel si nas telesom in krvjo svojega Sina. Povečaj v nas delovanje svoje moči, da nas tvoje skrivnosti pripravijo na dobrine, ki jih obetajo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Še oznanila na predvečer 30. navadne nedelje med letom. Na razpolago imate novo številko družine, Ognjišča, Župnijski list ter še nekaj drugih revij. V tem tednu imajo otroci jesenske počitnice, zato tudi veruka v tem tednu ne bo. Tudi uradne ure v župnijski pisarni v tem tednu odpadajo. Ne pozabimo, danes po noči se prestavi ura na zimski čas. S tem se tudi prestavijo večerne svete maše. Te bodo od sedaj naprej ob 18. Tudi uradne ure v župnijski pisarni se zaradi tega skrajšajo in so ob ponedeljkih in petkih dopoldan od 8 do 10. ter popoldne od 17 do 17:45. Znova vabimo vse, ki letos praznujete 5, 10, 15, 20, 25 in tako naprej let skupnega zakonskega življenja, na naše skupno praznovanje zakoncev jubilantov, ki bo prihodnjo nedeljo. Zaradi lažje organizacije vas prosim za predhodno prijavo. Zadnji rok za prijavo je do srede 30. oktobra. Ker pa bom župnik v prvih dneh odsoten, prihodnega tedna se prijavite kar preko elektronske pošte. Pred sveto mašo, če me kdo gledal, zakaj sem vas rdeč, nakladali smo pomoč za Ukrajino. Hvala za vse, kar ste prinesli v teh dneh v župnišče. Zadaj pod korom, tisti kot stebr, je škatla, kamor lahko vržete svoj dar, ki ga bom potem v ponedeljek odpeljal sestram v Ukrajino. Tudi pušča današnje nedelje je namenjena misijonom. Kot rečeno, bomo vse zbrano v prihodnem tednu odpeljali v Ukrajino in Bog vam povrni. Cerkev naklanja v prvih 8 dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitve za rajne. Prav tako ga je mogoče prijeti 1. in 2. novembra ter na prejšnjo, torej zdaj to nedeljo, ter naslednjo nedeljo. Če smo bili pri sveti nespovedi, ob Hailu, izpovemo vero in molimo po namenu svetega očeta. To je eden od načinov, kako lahko našim rajnim pomagamo pri njihovem očiščevanju v vicah in prehodu v nebesa. Vabljeni, da bi se radi posluževali tega načina in oblike pomoči dušam v vicah. Ostali dogodki v tednu, ki je pred nami. V četrtek dopoldan bova duhovnika obiskovala bolne in ostarele farane po domovih. Ker je prvi petek ravno na praznik, bova bolne in ostarele obiskala en dan prej. V petek obhajamo slovesni in zapovedani praznik vseh svetih. Svete maše bodo dopoldan ob 8, 10, pol 12, sveta maša bo nato še ob 14. Po sveti maši pa bodo sledile molitve na pokopališčih. Najprej ob 15 na zgornjem pokopališču in takoj nato še na spodnjem. Zvečer ob 18 ste vsi lepo vabljeni k molitvi rožnega venca, ali skupaj tukaj v cerkvi, ali posamično oziroma v družinskem krogu doma. Večerne svete maše ta dan ni. V soboto obhajamo spomin vseh vernih rajnih. Sveta maša bo zjutraj ob 7 ter zvečer ob 18. To je tudi prva sobota v mesecu. Prihodna nedelja bo 31. navadna nedelja med letom, zahvalna nedelja. Pri vseh svetih mašah bomo ob koncu zapeli zahvalno pesem, ter se s tem zahvalili Bogu za vse prejete darove letošnjega leta. Pri sveti maši ob 10. bomo imeli skupno praznovanje letošnjih zakoncev jubilantov. Vsi jubilanti se zberete ob 9:45 pred župniščem, prvih nekaj klopi v cerkvi bo pri tej sveti maši rezerviranih za njih. Sedaj pa k besedi vabim še predstavnico zbora, ki nam je prepeval pri tej sveti maši, da nam na kratko razloži, kaj so prepevali in kaj še sledi. Izvolite. V imenu komornega zbora Limbar iz Moravč in godalnega dela Simfoničnega orkestra Domžale Kamnik vas prav vse lepo pozdravljam. Bistven glasbeni del današnjega druženja v oltarju predstavlja maša svetega Janeza od Boga Jozefa Haydna, pogosto imenovana tudi mala orgelska maša. Sijajna solistka v stavku Benediktus je bila sopranistka Anja Avbelj, ob solističnem deležu organista Gregorja Pirnata. Vstop v sveto mašo je bil obarvan s Perijevim kapričom za goldarni orkester,
Po Špendovem psalmu v Gospodovo hišo pojdemo veseli smo pred evangelijem slišali še krajši izsek Mozartove skladbe Veni, Sancte Spiritu, Aleluja. Med darovanjem pa je zazvenel tretji stavek Kerubinijevega godalnega kvarteta številka 5. Najbrž pa ni potrebno predstavljati Schubertove serenade, solistko, čelistko Špelo Dragar. Še malo bolj znan pa je Mozartov Ave Verum Corpus, ki je bil napisan v zadnjem letu njegovega življenja. Zagotovo pa predstavitve ne potrebuje zadnja skladba, ki zaključuje sveto mašo in bo zazvenela čez nekaj trenutkov. Veseli bomo, če nam boste po sveti maši prisluhnili še pri 2 skladbah, Osterčevi skladbi Religioso ter Mozartovi skladbi iz njegovih večernic Laudate Dominum, v kateri bomo kot solistko spet lahko slišali gospo Anjo Avbelj. Dirigent, ki je vodil glasbene niti današnjega dogodka, pa je Tomaž Pirnat. Moram še dodati to, da nas je na koru sicer zelo veliko, ampak danes pa je eno tenorsko mesto ostalo prazno, kajti naš tenorist Lojze Štefan je sprejel prejšnjo nedeljo novo službo, službo stalnega diakona in odslej slavi in poje pred oltarjem. In jutri ob 10. se z njim veselimo tudi v župniji Moravče. Hvala lepa župniji Domžale, da smo lahko sodelovali in prepevali. Veliko veselje nam je bilo. Pri izhodu na polički, kjer imate verski tisk, pa smo pustili tudi eno škatlo za kakšen prostovolen dar in za vsakega izmed njih bomo iskreno hvaležni. Še enkrat se vam zahvaljujemo za pozornost in vam želimo lep in prijeten večer. Res hvala vsem sodelujočim in naj bo, kot sem že prej dejal, v tem večeru glasba tista, ki kliče Božji blagoslov na nas. In to ob koncu svete daritve tudi prosimo. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Bogu hvala.